V Zupančičevi jami v Ljubljani je arhitekt Andrej Černigoj načrtoval atraktivno večstanovanjsko zgradbo. Z domiselnimi geometrijskimi oblikami je mestno pozidavo in pogoje osončenosti združil v idealno kombinacijo. In v tej slikoviti ljubljanski trikotni stolpnici smo našli še eno posebno stanovanje. Iščete stanovanje svojih sanj? Po ogledu desetin stanovanj najverjetneje ne veste več, kje se vas drži glava. Ko pa najdete tistega pravega, ponavadi spregovori intuicija. Arhitektka Marjetka Pajk je obiskala gospoda Bojana Flaca, ki nam je zaupal, kakšna je bila pot do njegovega doma. Danes smo na obisku pri gospodu Bojanu v znameniti trikotni stolpnici skoraj v središču Ljubljane. Dobrodošli. Hvala. Gospod Bojan, zdaj pa povejte pot, kako ste vi končal v tem stanovanju. Ja, pot je bila kar naporna, ker predtem sem si ogledal 84 stanovanj po Ljubljani, sem in tja. Razlog, da sem pa začel iskati stanovanje, je bil pa to, ker sem živel v bloku, ki je pač bil brez dvigala. In je bila nekako želja, da se z leti, ko se človek že malo postara, je potrebno tudi malo poskrbeti za udobje. Ja, za udobje, tako. Ampak samo dvigalo je bilo zdaj to ključno, ali še kaj drugega? Seveda ni bilo samo dvigalo. Želja je bila približati se centru, da bi nekako lahko tudi peš šel v službo, ker pač delam v centru. Potem parkirno mesto, ki je tukaj pač pri nas v kleti, zelo varno vse. A vas je impresionirala tudi arhitektura stavbe? Ja, veste, to je prav smešno. Jaz sem se tukaj dnevno vozil v službo, mimo te stavbe. Silno nenavadna, seveda je posebna, ker ima pač ki je trikotna. In se mi je zmeraj zdelo, da mora biti le krasno stanovanje glede na to poševnosti, ker so te terase. Ampak seveda sem potem malo gledal tudi po cene, kakšne so cene, in so bile seveda meni za tiste čase silno nedosegljive, zelo daleč. No, potem se je pa to stanovanje pojavilo na internetu, pa zelo kratko je bilo. In smo bili trije kandidati, ki smo nekako želeli, ja, smo si želeli. Prvič, ko sem prišel v to stanovanje, sem najprej pogledal si tisti kopalnica pa spalnica pa to, nič posebnega, se mi ni zdelo nič posebnega. Prostore, razpored, kako? Tako pač, kot eno stanovanje. Osnovni ogled. Ampak, ker sem pa sem odstopil, je pa bila to ljubezen na prvi pogled, takoj. In sem rekel, naj stane kar če, zato se pa splača boriti. In sem vse, in sem vse, ja. Pravzaprav, koliko pa je to stanovanje veliko? Zelo prostorno deluje. Stanovanjske površine je 100 kvadratov, 100 pa še nekaj malega. 24 kvadratov je potem še terase. Stanovanju pripadata 2 parkirni mesti v kleti in pa shramba. Kako so pa v stanovanju razporejeni prostori? Stanovanje se stoji nekako iz predsobe, velike, prostorne. Potem ima 2 kopalnici, oziroma eno kopalnico, pa še en dodaten dnevni WC. In pa 2 spalnici ali pa eno spalnico pa eno, lahko rečemo, delovno sobo ali v mojem primeru imam jaz pač to garderobno sobo oziroma kot en utility. Potem je še utility in pa ta velik dnevni prostor s kuhinjo, jedilnico in pa z delovnim kotičkom. Ali je bilo ob nakupu stanovanje že kaj opremljeno? Ja, stanovanje je bilo delno opremljeno, ostalo sem pa potem jaz po meri, nekako iskal svoje izvajalce. Takole, ko sem se razgledala po tem osrednjem prostoru, vidim, da je tudi precej pohištva, ki pa ni minimalistično in ni čist belo. Jaz sem si želel, da ne bi bilo vse čisto v belem, ker bi bilo mogoče celo malo sterilno. Zato sem si umislil ta 2 stola, recimo, ki sta replika Plečnikovih stolov. Sem opazila. Pa tudi umetnine. Ja, umetnine pa so različnih avtorjev, nekaj tudi celo iz Amerike. Zanimivo. Sem prinesel, ker sem bil na potovanju tam. Tako da, ja.
In koliko časa ste zdaj v stanovanju? Zdaj, prejšnji teden je bilo eno leto. Ja. Zelo zadovoljen. Ne? Res pa moram tudi priznati, da veste, takrat, ko sem jaz prvič tukaj prespal, ne, v tem stanovanju, naslednje jutro je bilo tako, da nikoli ne bi kjer drugje živel. Da ima eno silno tako pozitivno energijo, ki... To pa človek redko sliši. Običajno, ko spijo v novih stanovanjih, vsak rabi čas, ne, da se navadi. Lega postelj je druga, samo stanovanje leži drugače kot naprimer prejšnji dom. Ne. Ja, meni ni bilo nobenih težav. To je bil pravi izbor. Ja, to je pa res najboljši.